Evo, Teja, dobrodošla in hvala ti, da si se danes odzvala mojemu vabilu in si se pridružila oziroma rekla, ja, da bomo danes malo poklepetali. Bom sicer delila, kako sva sicer prišla do tega, ampak najprej samo, da te pozdravim in pa ti izrečem dobrodošlico. Ja, hvala. Lepo pozdravljena tudi ti in evo, se veselim današnjega klepeta. Superca. Zdaj, jaz za nalašč ti danes, kar se mi je zgodilo zjutraj, nisem hotela povedati prej, preden smo začeli snemati, ker se Aha. mi je zdela to taka ena zanimiva zgodba. In sicer jaz običajno si decembra planiram, oziroma decembra 2024 sem si planirala, kako bo za to leto potekal tale moj podcast, a ne? In sem rekla si, da želim imeti par gostov v tem podcastu. In sem si, pač, da je to bolj realno, ne, sem si dodala, katere dneve želim, da je v bistvu na sporedu podcast, ne, oziroma gost. Ne. In jaz sem seveda na to čisto totalno pozabila, in jaz danes zjutraj, preden sva šle mi to snemati, tako pogledam, pa vidim, da točno za to nedeljo imamo v bistvu planiran, oziroma sem že takrat splanirala, da bom jaz imela tukaj neki A intervju ja, oziroma nekega gosta. In mi je bilo evo tako vidiš. zanimivo. Sem si prav zapisala, 27. decembra 2024 sem to A, splanirala, dala na koledar in mhm. je čist tako Se slučajno prišlo poklopilo. zdaj. Ja, in kaj je bilo sploh mogoče tudi za vse, ki potem poslušajo, ne, da bodo vedeli, zakaj sploh gre, kako smo prišli do tega pogovora, je v bistvu bilo, da sem jaz poslala v bistvu en mail in Teja mi je na njega odgovorila z enim tako čudovitim mailom, da jaz, ko sem tisti mail prebrala, sem se totalno naježila. Zdaj bova se potem pogledala, če je ta Mhm. mail lahko za javnost, pa če bo, bom ga tudi objavila pod tem videom. Ampak mi je tako sem se naježila in danes, ko sem še enkrat ga prebrala, sem še enkrat, ker je tako lepo napisala to svojo zgodbo, ki verjamem, da ni samo njena, ampak je od marsikaterega podjetnika pa podjetnico in mislimo, da smo sami, da se to drugim ne dogaja, v bistvu pa se zelo podobno vsem to dogaja. In potem sem te v bistvu prosila, če je pripravljena, da bi v bistvu midve posnela en taki kratki, ne bom rekla intervju, ampak bolj klepet, pogovor o tem, kako se je v bistvu njena pot podjetniška začela, kakšni so bili izzivi, zaradi tega, ker se mi zdi res pomembno, da več o tem govorimo, da se to dogaja vsem, da je to nekaj normalnega in da čez to lahko gremo in da nismo sami mogoče na tej podjetniški poti, ki je, se mi zdi, da je velikokrat lahko na eni strani ful čudovita, pa tudi ful naporna. A Mm. ne? Ja, res je. Uh, zdaj, zdaj ne vem, mogoče bi začela ti pri tem, da mogoče ti zdaj poveš, z čim se zdaj trenutno ukvarjaš, pa bova se mogoče potem vrnila na začetek poti. Mhm. No, moje ime je Teja Bažon, drugače se predstavljam pod imenom Teja Lumina in trenutno se ukvarjam z energijami. Sem introterapevtka in to je v bistvu moja oblika terapije oziroma moja oblika intuitivnega dela, um, s katero nadaljavo vstopim v recimo klientov podzavestni svet in tam zaznam, kakšna čustva ima, potlačena ali pa blokade, negativna prepričanja in v bistvu preko takih metaforičnih zgodb. Potem pomagam klientu, da to ozavesti, da predela, da spusti in v bistvu spremeni svojo energijo. In ko spremeniš svojo energijo, se seveda spremeni tudi tvoj svet. Evo, tako na In kratko. zdaj, ful lepo si povedala, ker sem zdaj prav razmišljala, a bi še ti dala pod vprašanje, da če bi nekdo, ki se sploh ne spozna, mu probala razložiti tako čisto po domače, pa mislim, da si tako lepo razložila, da je čisto jasno. Ampak potem se seveda to vidi tudi na verjetno fizičnem telesu ali pa ne vem, če imamo neke zaplete v odnosih ali pa bolečinah Mhm. v telesu, verjetno s takšno terapijo potem tudi to se Tako, ja. osvobodi. Ker vidiš neko novo perspektivo in tudi potem dojameš, kje si ti delal sam napake ali pa kje si mogoče se preveč držal nazaj ali pa kjer si bil preveč eksploziven. In ko to dojameš, spremeniš svoj pristop. In potem tudi marsikaj pač razrešiš. Tako da imam ogromno takih pozitivnih zgodb, tudi telesnih, se pravi, da so se telesno na nek način ozdravili, ali pa ker itak vsaka bolezen ima nekako nastane zaradi nekih podzavestnih.
blokad ali pa potlačenih čustev. In ko to enkrat najdeš, ko se dokoplješ do tega srža problema, potem se to vse začne v bistvu spreminjati, popravljati, zdraviti in tako naprej. To se zdaj sliši ful tako, wow, ne, kot Ja. mogoče za marsikoga kakšne čirule, čarole, ampak kako si pa prišla ti do tega, da si začela to s tem se ukvarjati? Pa jaz v bistvu že od nekdaj sem zelo tako, me zanimajo te zadeve, te nadnaravne. Potem pa v bistvu sredi 20 let, takrat sem imela eno tako zelo intenzivno zvezo, romantično, ki se je zelo tako čudno končala in nikakor tega nisem mogla preboleti. In čeprav sem v bistvu z umom razumela, pač, da je tega konec, sem razumela, da pač gremo naprej, da je že toliko let mimo, moje srce še kar ni moglo tega spustiti, pozabiti. In takrat sem nekako rekla, pa dobro, ajde, da pogledam jaz, kaj so ta pretekla življenja. Sem nekako že verjela v to, ampak še vedno sem imela tisti občutek, da mogoče pa je vse to samo neka naša domišljija, nek larifari, ker nisem še nikoli prej doživela res neke take intenzivne izkušnje. No, in prvič sem našla en pač random video na YouTubu za iti v globoko stanje meditacije. In jaz to naredim, to vajo, in potem vprašam pač neko belo luč, naj se mi pokaže preteklo življenje. In to je bil en tak kratek izsek, tako 10 sekund, ampak tako slikovit, toliko je imel enih, pač evo, že zdaj mi grejo krv, no, se mi koža naježi. Jaz sem bila v totalnem šoku, ker je vse imelo nek smisel, od mojega otroštva, od njegovega, od tega, kako sva v bistvu začela, kako sva končala in zakaj ga jaz ne morem pozabiti. Ne. Se pravi, 10 sekund sem videla prizor in sem bila v šoku, in takrat sem dojela, da pač to je nemogoče, da bi si jaz izmislila, da bi bila to moja domišljija, ker še če bi imela ne vem kakšno bujno domišljijo, si ne bi to mogla toliko povezav ustvariti. In ja, tisti prizor me je kar tako pretresel v dno moje duše, in takrat sem videla, ok, tukaj je res nekaj na tem. Ampak kaj pa je bila tista pika na i, pa je bilo to, da tistega trenutka naprej nisem več čutila te srčne bolečine. Jaz sem končno bila osvobojena. In potem sem pač to začela raziskovati in raziskovati, preizkušati, eksperimentirati, se učiti od drugih, in tako je počasi nastala potem introterapija. Pa se ti je na začetku kdaj zgodilo, da ti je kdo rekel, da to je pač kar nekaj, da to so Ja. čirule, čarole, pa da si potem podvomila vase, ali si vedno trdno stala pa zaupala? Ma kar se tega tiče, sem bila jaz kar suverena vase in sem bila kar, pač jaz sem v to verjela, pa recimo še zdaj, ne vem, moj oče je rad tak, da me poheca, da sem čarovnica ali pa tako, pa da prodajam meglo in take stvari. Tako da recimo te komentarji me nikoli niso zbodli, ker mislim, moj oče je itak to zelo sarkastično, itak tako iz heca pove, ni da me nekaj obtožuje ali pa kritizira. Ampak v bistvu glih ta njegov odnos mi je dal tudi še to dodatno suverenost, da me komentarji recimo drugih ljudi, ki so pa resno to mislili, ne da me niso pač zmotili. In že to, že to, da sem imela toliko tukaj te samozavesti glede tega dela, sem še toliko bolj v tistem, pač to je nekaj mojega, ne? To je neko moje poslanstvo in tukaj sem nekako stabilna, trdna in zdaj sam iščem neke take nove poti, da še vidim, kaj vse je v bistvu možno dosegati na teh energijskih nivojih. Mm, kako, zdaj, če se prav spomnim, si v bistvu ti začela to delati zraven službe, a Tako ne? je. V bistvu je bilo tako, da sem jaz takrat, pač po tej izkušnji, sem slučajno ugotovila, da si lahko kupiš svoje tarot karte. Jaz predtem tega nisem vedela, pa tudi takrat to ni bilo popularno, sploh to je bilo 2015. To je zdaj šele po COVID-u je ratalo to full trendovsko, da imajo vsi tarot karte. In to sem v bistvu slučajno zvedla, ura je bila 9:30 zvečer, sem šla pogledat v knjigarno in lih sem živela v Šiški tam pri Mercator centru, ki je delal do 10. In jaz sem takoj se oblekla in šla kupiti si tarot karte. In v bistvu to sem najprej delala iz veselja, pač tako, čisto zase kot nek tak energijski dnevnik. Takrat pa sem drugače delala kot grafična oblikovalka v enem takem manjšem podjetju. Imela sem svoj SP, in to podjetje pa mi je dajalo tisto, pač je bil nekako moja največja stranka, oziroma partner, no.
in mi je zagotavljal zelo dobre prihodke in tudi stabilne. In itak uživala sem v sodelovanju z njimi, tako da to je bil nekako, kako bi rekla, neko tako idealno obdobje mojega življenja, ne? Ko imaš super službo, delaš v super kolektivu, imaš svoj posel, ki ga počasi tam nekje ob strani gradiš, ne? Ker takrat sem delala samo grafično oblikovanje, pa delala sem tudi s strankami iz tujine. In nekako moja vizija takrat je bila, da postanem nekako taka ena med pomembnejšimi grafičnimi oblikovalkami v Sloveniji. Ampak ja, potem pa me je pot v bistvu zapeljala v druge vode. Ampak kako si potem sprejela to odločitev, da si rekla, ok, grem, ker to je pa res zdaj čisto neko drugo delo, a ne? Mislim, mogoče si tudi pri oblikovanju uporabljala lahko kaj te veščine, ampak načeloma je precej drugačna Mm. Ja, v ponudba. bistvu, jaz sem potem, je prišlo obdobje v tej službi, ko sem bila preveč obremenjena. Enostavno je bilo preveč in preveč in tudi taki projekti, vse taki bolj majhni, pa ne toliko zanimivi in so me enostavno preveč obremenili. In sem začela dobivati tudi bolečino v zapestju zaradi miške in klikanja. In sem prosila za še pomoč, eno, ne za še eno oblikovalko, ampak pač to se takrat ni šlo. In na neki točki sem jaz rekla, ma jaz grem na svojo pot, pač nekaj strank imam, tako pač teh za oblikovanje. Pa imela sem dva kredita takrat, s partnerjem sva živela v stanovanju. In jaz se spomnim prav enega pogovora, ki sva ga imela, in sem ga spraševala, da nisem ziher, če bi šla, če ne bi šla. In pol je on rekel, ja, kako boš pa zaslužila, ne vem, 1500 € na mesec, ne? In sem rekla, "Ja, ne vem, pa se bom 8 ur doma, bom pa že nekako, ne." In takrat je on rekel, evo, to sem hotel slišati, ne. Lej, če misliš, da boš zmogla, pač pejdi na to pot, ne. In takrat sem se potem odločila, dala pač odpoved, oziroma itak nisem bila redno zaposlena, ne. In sem se lotila pač tega svojega podjetništva. Itak sem imela še naprej cilj postati grafična oblikovalka. No, potem pa sem takrat tudi začela objavljati na Facebooku te tarot napovedi, ker sem rekla, zakaj bi to imela sam zase, dajmo pač tudi drugim, če se kdo najde notri. Um, in no, pol sem pa imela glih srečo, ker sem dobila en nepričakovan priliv, zelo visok, lih ko sem se odločila iti proč. In sem bila pravuno, oh, ok, šla sem na pravo pot, evo, zdaj imam tle potrditev, zdaj pa tja, lepo, fokus, gremo. No, in pol pa je prišel COVID, ne, in je vse ustavil. Tako da takrat itak grafično oblikovanje je bila kar naenkrat nekako tema. Tudi uno podjetje me sploh ni več rabilo. Hvala Bogu, sem bila upravičena do državne pomoči, tako da sem imela en tak začasni, kako bi rekla, začasni čoln, zasilni čoln, da sem lahko nekako splavala. No, in bolj, ko se je začelo končevati to obdobje karanten in vsega tega, in smo se začeli vračati spet v to rutino, takrat sem jaz začutila ful nek odpor do tega grafičnega oblikovanja. In sem začela pa to delo povezovati z energijo. Se pravi, jaz sem potem nekako imela vizijo, da bi za podjetje naredila nek tak energijski vpogled, da začutim energijo podjetja, in potem se mi dobesedno v mislih izriše nek znak. In to se mi je zdela ena taka zanimiva kombinacija, nek miks med obema potema, ampak ne vem, nekako potem sem se toliko zverzirala v teh energijah, pa še doživela sem eno tako ful zanimivo izkušnjo, zaradi katere sem potem tudi knjigo napisala. In takrat sem rekla, ma ne, pustimo oblikovanje, naj bo to tisti moj talent, s katerim lahko jaz kreiram svojo celostno grafično podobo, pa si gledam res duškane, ker kadar delaš ti za stranke, vedno moraš paziti, pa barve, pa to pa uno, tle pa imam jaz res uno čisto svobodo, zato sem si izbrala tako mavrično paleto, da imam res uno tisto svojo kreativo. Tako da tle v temu jaz živim to grafično oblikovanje, ampak zdaj pa je nekako to delo z energijami nekako primarno. No. Bila pa je drugače težka odločitev, jaz sploh na začetku, ker glede energiji takrat sem bila pač, sem imela samo Facebook kanal, zelo malo sledilcev in
takrat sem tudi začela z zelo nizkimi cenami, ker sem se bolj fokusirala na tarotu poglede, ne. In zdaj spet, ne, če daš na vago grafično oblikovanje, ker lahko dobiš stranko za 1000 evrov, recimo, ali pa celo več, ali pa tarotu poglede, ker jih moraš narediti, ne vem, koliko, 200, da sploh dobiš nek priliv, je bilo tako, no, Mm, ful težko. Ampak pol se nekako predstavljam. počasi sem malček skakala iz enega stola na drugega, dokler se mi potem enkrat ni odprlo in sem malo bolj resno se odločila in se fokusirala na pač energije in introterapijo. A pa ti je vedno, ko si, a ne, rekla si, da si dobila potrditev, ko si dala odpoved, no, če temu Mhm. tako rečemo, a ne, a si še kdaj drugič potem na poti prišla na kako tako oviro, ali ti je zmeraj vse teklo čisto gladko? Ne, ne, bilo je ovir milijon. Pač to je bilo nekako, to je bil ko en, kako bi rekla, rafting po reki. Prideš v neko obdobje, mislim, ko sem začela, ko sem dobila ta priliv in še državna pomoč, jaz sem se počutila pravno, zdaj pa lahko razmišljam počasi, kako bom kaj. Pol so se te prihranki so izpuhteli, državne pomoči več ni bilo, ne. Pol pa bilo treba zares za nekaj zagrabiti in prvi meseci itak so bili bolj nekako. Ne vem, pa se je prišlo tako, je bilo srečno na ključe, da se je kar pojavila ena stranka, pa pol sem kar nekako speljala. Sem so pa bila tudi obdobja, ko recimo kredit ni šel čez, pa sem pol ga mogla premakniti. Je bilo vedno, so bili te roki, pa položnice nismo mogli odplačati, ne takoj na rok. Ampak jaz sem se pa glih preko tega naučila ohranjati to mirnost, da se ne Mm, sekiraš, ker v bistvu ta stres, ki ga notri čutiš, kadar imaš tam položnice, ki te čakajo, v bistvu to te energijsko spusti na nižjo vibracijo in samo še več takih stvari pritegneš v svoje življenje. In tle sem se res naučila obvladovati ta čustva, ne, da ko vem, da je samo še 3 dni do roka plačila ali pa do, ne vem, tega, da bo prišel spet opomin, pač sem se naučila, da nimam tega, da si rečem kul, je vse je kul. Bože, zdaj v tem trenutku ne morem plačati, mogoče bo jutri se nekaj zgodilo, mogoče se bo pojutrišnjem in ponavadi je vedno bilo tako, da zadnji moment se potem nekako vse se reši, ko verjameš, ko ampak si miren. tu se mi zdi, da nas je ful veliko teh, ki se lahko potem ujamemo v te negativne energije in potem ti greš po spirali samo dol. A imaš mogoče kakšen nasvet ali pa trikec, če mogoče ti ni samo dovolj to, da si rečeš, sej bo že, ali res edino to, da se prepustiš pa Mhm. rečeš, da zaupaš, kaj bo bo. Ne, tako imam trik, en tak, tudi pripravljam en tak lep priročnik, ker se v bistvu, ker predam lih znanje, kako se spopada s takimi težkimi čustvi. In ko recimo čutiš kakšno tako stisko, zaradi tega, ker ne veš, kako boš plačal, svoje položnice, je moj trik ta, da res prisluhneš tem čustvom in dovoliš, da se izrazijo, da niso ono v tistem mentalu, kako bom, ampak se rečeš, mene ful stiska, mene ful čutim paniko, se res fokusiraš na ta čustva in potem si proš predstavljati en domišljijski scenarij, kjer je pač ta druga verzija tebe v neki taki podobni situaciji, ker doživlja neka podobna čustva. Naprimer, ne vem, si predstavljaš, kako si nekje, da ima nekdo nože tako na vratu, ali pa tako, da nekako najdeš nek namišljen scenarij in potem ga v mislih nekako rešiš. Ne? Ali ne vem, ne vem, zdaj. Pač to je težko tako na pamet, ne? Ampak recimo, evo, če bi bil ta scenarij, da imaš občutek, da ti nekdo z nožem tlele na vratu, ga pač ne vem, narediš en kung fu z njim. In zbežiš, se rešiš, ne vem, greš nekam na neko visoko goro ali nekako, da pač v mislih doživiš ta občutek svobode, občutek, pač ja, občutek osvoboditve. In ko to doživiš v mislih, na tak način reprogramiraš to svoje čustvo, to stisko, in potem pa je pomembno samo to, da ohranjaš ta dober vibe v mislih in potem v bistvu prikličeš, pritegneš, manifestiraš tako priložnost tudi v svoje življenje, da ti potem dejansko uspe zadevo rešiti. To je ta priročnik, ki sem ga že jaz prebrala, ne? Ja, ja, Ok, tako.
Jaz upam, da si za to, da dava link spodaj, ker to je pa res en taki Mhm. ful dober priročnik, pa brezplačen je. In jaz, ko sem to prebrala, mi je naredilo zmeraj, ko pridem v kakšno situacijo, ko sem v nekih čudnih čustvih, ponavadi negativnih, ne. Mhm. Sem zdaj že večkrat probavala to, pač sem se vedno spomnila na tebe, pa na ta tvoj Mhm. priročnik, ker je tako lepo razloženo, da tudi za da razume, zakaj to deluje. In sem že večkrat to protestirala, veš, da sem A, prav, super. ok, ko sem bila v teh čustvih ali jeza, veliko krat, a ne, Aha. da sem se prav šla čez to vajo in sem pa bila tako, ej, a je to možno, da lahko tako, a ne, zamenjaš čustva, pa spremeniš svoje razpoloženje. Pa ponavadi vedno okoli slišiš, a ne, da ne vem, moraš iti v globine, pa da moraš pol leta se ukvarjati sam s sabo, da Mhm. razčistiš neko čustvo, ti mi pa zdaj rečeš, da lahko ga razčistim tako, a veš, da je Ja. trikec, a ne. In ej, jaz sem bila tako navdušena, da še zdaj, zmeraj se vedno spomnim na te, tako da ful, ful, ful ti hvala, da si to podelila. Pa itak bomo link spod postila, če bo še kdo, če koga zakliče, pa da bi si rad to prebral, jaz ga toplo priporočam. Ampak samo to bi rada potrditev ali pa ne potrditev tebe dobila. Ni nujno, da se s temi čustvi ukvarjamo tako leta in vrtamo v globine, iz kot so, ampak je čisto ok, varno, če jih samo tako zamenjamo, a ne? Ja, itak. Mislim, to jaz prakticiram zdaj že 5 let in sploh, kadarkoli imam kakšen problem, kakšno situacijo ali pa nekaj me nervira, vedno, ko začutim te neke neprijetne občutke, naredim to vajo in potem enostavno odmisliš, se nekako ti sprosti misel. Zdaj seveda za neke kakšne bolj take travme pa to ni tako enostavno, ker je težko najti. To je tako, kot da moraš najti neko tako pravi odtenek barve, ne. In včasih je težko kakšne bolj globoke zadeve tako reševati, ampak za vse te sprotne pa, ko pridejo kakšna čustva, pa ja, itak. In na tak način reprogramiraš svoje čustva in reprogramiraš svoj in posledično pritegneš v svoje življenje neko rešitev za pač situacijo, s katero se spopadaš. Veš, kaj meni je bilo ful všeč, ker si tam v mailu si tako napisala, da v bistvu si kot na enem splavu in potem zmeraj, če se splav malo podre, priplava neka Mhm. deščica zraven ali pa ne vem, nekaj priplava, da se potem rešiš. In je tako res lepa primerjava s podjetniško potjo, da če se prepustiš, a ne, pa če si zaupaš, pa na ta način tudi delaš te vaje, pa to seveda si v akciji, da vedno tudi v poslovni poti pride nekaj, oziroma če smo v akciji, a ne. In to mi Ja. je bilo všeč, ker si tako lepo napisala, da ni zmeraj vse ok. Včasih pričakujemo, aha, zdaj pa bomo prišli na ladjo in zdaj bomo pa Mhm. varni, ne rabimo več nič delati, ampak v resnici mislim, da ni čisto tako, a ne. Vedno imamo neke Ja, itak. Ja, težave. mene je v bistvu k temu mailu spodbudilo lih to, ko si pravila, da je, zdaj ne spomnim se točno, ampak da je nekdo rekel, da je nekdo zažgal vse ladje, zato da je bila cela ekipa fokusirana, ne, da ne pač plavajo vsi tam vsak po svoje, ampak da pač so fokusirani in da naredijo ta cilj. Ne. In potem si še v bistvu rekla, da je fajn, da imaš najprej pač, da si ustvariš neke temelje za biznis in potem tako greš naprej. Ne. In evo, tukaj sem jaz lih naredila to mojo vajo. V bistvu dobila sem inspiracijo s temi zažganimi ladjami, da vidim, ko sem pogledala mojo pot za nazaj, kako je v bistvu šla. Ne. In če tako zdaj, ker sem že povedala, kako je bilo v resničnem življenju, ne, če zdaj še povzamem to, kar sem v mailu napisala. Torej, jaz sem bila na eni taki lepi, veliki, trdni, stabilni ladji, potovali smo, iskali nova obzorja in vse to, in je bilo full fajn. No, potem pa pač sem naenkrat se odločila, da jaz nočem biti več na tej ladji. Sem skočila v morje in sem rekla, bom jaz že plavala, nima veze, se znam plavati, znam se potapljati. No, in potem pa je kar padel ta splav nekje sredi morja, ta nepričakovan priliv, da sem splezala gor in evo, prišla sem pol v neko tako cono, kjer je bilo ful teh lodov, to so ta državna pomoč, ki je bila. In sem jaz tam neki pravila ta svoj splav sestaviti v nekaj konkretnega, ampak je bolj kot ne sproti razpadal, ne. No, potem pa po nekaj letih borbe z valovi in s tem splavom in
temi hlodi, tam nekje zagledam en tak lep otok, tropski, in to je pač ta tvoj program in sodelovanje s tabo. In me je ful vleklo tja, ker sem čutila, da bi rabila neki malo bolj, malček bolj konkretno ladjo, ne, ta splav je bil, pač ni mi prinašal udobja, ki sem ga želela. In ja, mogla sem iti čez pas morskih psov. To so te strahovi, a iti v to investicijo ali ne, ali dejansko se res fokusirati na ta moj biznis in tle pač vložiti ogromno časa, energije. In mislim, najbolj mi je bilo finančno, ker so se s fantom lik preselila v hiško, imela sem en ful visok davek za plačati in potem še to in sem rekla, jaz ne vem, če bom to zmogla, ne, pa še ne vem. Ampak sem si rekla, mah, glej, bomo že, ne, pa sem pripravila te morske pse, mi je uspelo. Sem prišla na ta otok in evo, tam, ko sem prišla, to je pa vse tako polno enih tropskih sadežev, različnih vrst lesa za zgraditi ladjo, en kup enih načrtov, en kup enih orodij, tako da to je bilo pravuno. Wow, ne. In jaz sem se potem najela teh sadežev, ko sem vstopila v ta program, jaz sem imela un feeling, da zdaj moram hitro, čim več, vse takoj, akcija, gremo. In polite, ko vidiš to, pa nekaj novega, dobiš ful nekih idej za svoj biznis oziroma svoj posel, pa vse to znanje, ki ga imaš, dobiš ideje, kako v bistvu iz tega znanja narediti neke konkretne stvari, ki potem s katerimi širiš svojo publiko, iščeš nove potencijalne stranke in tako naprej. In je bilo kar malček preveč vsega za začetek, ne? In nekako sem se tam prenajedla, pol sem en čas obležala tam v senci, da sem prišla k sebi. No, potem pa sem še dobila, evo, ogrodje za spletno stran, ne? Se pravi, kot nek načrt za ladjo in to neko ogrodje ladje. In evo, zdaj sem v fazi sestavljanja te ladje, kmalu bo pripravljena za to, da odpluje novim dogodivščinam naproti. Tako da ja, evo, na kratko. Sem ful dobro, ful lepo si povedala in se mi zdi, da včasih se je fajn mogoče, da tudi to se omeni, no, da včasih vidimo neko rešitev, da nam bo nekaj rešilo težave, pa da zdaj bo pa to, tako kot je recimo pri tebi bil ta legendarni, a ne? Mhm, In potem vstopiš in sicer imaš vsega in imamo res ta občutek, da zdaj pa je to, a ne, zdaj pa bo konec vseh problemov, pa se velikokrat potem izkaže, da ok, daj se ustavi, malo v ja, svojem tempu, ni treba vse danes, a ne, in greš naprej, in potem seveda lahko pridejo tudi kakšni novi problemi na drugem nivoju in mhm, tako naprej. Tako da mogoče je tukaj, se mi zdi, da včasih, jaz sem tudi ful taka, da se nekaj odločiš, greš v tisto in potem greš 120% mhm, čez sebe in čist preveč, prehitro. In je mogoče fajn si tako, ne, povedala, da si se ulegla v senco, pa mogoče ja. lahko malo damo na zavoro, pa bolj počasi. Zdaj, če ne bi videla tega otoka, recimo, da ne bi potem mi dve prišle v stik, a si imela kako drugo pot, ali bi še naprej pač malo plula, kam bi šlo na tistem splavu? Si imela kako alternativno možnost, kaj boš? Mislim to, da sem nekako, da si ti prišel na mojo pot, to bi rekla, da je bilo nekako neizogibno, bolj v bistvu ta legendarine. Če ne bi šla jaz čez ta pas morskih psov, takrat sem Mhm. imela v bistvu idejo, da bom pač s tem mojim splavom tako malček okrog otoka, pa z daljnogledom malček provala kaj pogruntati, pa kakšne manjše programe, ko jih imaš, ne, kaj sprobati, pa tako počasi, da v bistvu pridem do točke, bi bila bolj, ko bi imela občutek, da grem lažje v tako investicijo, ne. Ampak pol sem si rekla, ma dej te, vedno neki ti iščeš izgovore, ajde enkrat pa se odloči, pa dej, pa provaj tako, ne. Na hard riskirati, pa sem rekla, ajde, pa probamo. In v bistvu itak mi ni žal, ne. Sem kar tako, no, mislim, da ne bi uspela sama, mislim. Kar se tiče spletne strani, sploh ne. To je zame nočna mora, vedno bila. Provala sem že neštetokrat ta WordPress, ampak v bistvu ta tvoj program, spletna stran 2.0, je pa tako narejen kot IKEA sistem varianta. Ampak na način, da imaš full možnosti za
osebno prilagoditev, se pravi, da si prilagodiš po svoje. Ampak res te tako lepo pelje in vse to znanje, tako imaš neko strukturo, kako to svoje znanje, te svoje storitve predstaviti na nek tak način, ki je nekako, dajmo reči, kako bi rekla temu, um, pač na način, da dejansko nekaj prinese, no, tako, kako bi rekla, potrjen Da način, ni. ali kaj se. Se Ja, pravi, ja. je full fajn, no. In tega sama ni šans, da bi naredila. Celo zdaj sem začela štekati ta WordPress in mi je celo, sem ga pogruntala, mi je celo postal simpatičen, kar je uno. To se mi je zdelo Mission Impossible. To je dober korak do tega, veš, da potem ti pa postane vedno bolj všeč in se Ja, ja. zaljubiš pa te zadeve. Tako da Če recimo super. SEO optimizacija, ne, ko sem začela delati to spletno stran, sem rekla, ma dobro, jaz tega ne rabim, vse je v redu, ko ga briga ta SEO. In pol pa, ko sem začela delati blog in pa to, pa sem rekla, ajde, da provam, da vidim, kaj je sploh to, ne. In ko sem videla une kljukice tam, pa vse mora biti zeleno in naredi to, pol pa mi je to postalo kot ena igrica tako. Tako da zdaj mi je še SEO postal simpatičen. O, ful dobro, ful dobro. Ja, to Ja, je res včasih, sploh ta tehnični del, pa kaj takšnega je vedno, o, to je nemogoče, to je zakomplicirano, ampak ja. če imaš korake, pa če imaš zemljevid, kako prideš do tja, je lahko Mm, enostavneje. ja. Da mi pa veš, še, kaj je zdaj prihodnost za te, kam, kaj je tvoja vizija, kam greš. Ja, v bistvu zdaj sem našla eno svojo novo supermoč. Hm. V bistvu gre za nadgradnjo introterapije in v bistvu iskanje časovnic. In nekako moja zdaj usmeritev je v tem, da bom pomagala ljudem uresničiti njihove želje. O, wow. Ja, Kdo si pa tega ne želi, a ne? ja, sej. Ampak, a lahko kaj več poveš o tem, kako to zgleda? Ja, lahko. Se pravi, jaz verjamem v to, da naša usoda ni zapisana v kamen, ne? Pač kreiramo jo sami in si sami tudi kreiramo svoje življenje. In zdaj jaz to tako vidim, da ima vsak človek ogromno možnih časovnic. Se pravi, ti hodiš po svoji nekako. Po časovnici tvoje trenutne energije, ampak ti imaš ogromno možnosti, kaj se lahko zgodi s tvojim življenjem. Um, Tako, recimo, dosti ljudi reče, a bova ostala skupaj, sprašuje, ne? Ja, pač odvisno, imaš možnost, ko boste ostala skupaj, ko se boste poročila, ko se boste ločila, ko boste, ne vem, ogromno časovnic. No, in moja sposobnost je ta, da se lahko povežem z energijo neke osebe ali z energijo neke situacije. In tako potem lahko klient pove, kakšna je njegova želja za prihodnost in kdaj si jo želi uresničiti. In jaz se potem povežem z energijo te želje in poiščem po njegovih časovnicah, kje se ta želja nahaja. In potem v bistvu zavrtim nekako tako, zavrtim čas nazaj in se mi pokaže energijska pot. In tako vidim, če bo mogel on iti čez kakšne, ne vem, prepade, se pravi, kakšne, da bo mogel zgraditi most, torej most je recimo pridobivanje novega znanja ali pa um, pač lahko je karkoli, no, ali bo mogel skočiti čez prepad, pač notri, narediti en velik drzni skok, ne. In zdaj ljudje, kadar pridemo do takih situacij, pogosto rečemo, ne, 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 bom jaz ostal na svoji poti in zato se nam želja izmika. In tukaj potem jaz, ko zaznam, kje ima kakšne take res velike skoke na svoji časovnici, mu pa lahko potem z introterapijo pomagam premagati ta čustva in pol se dejansko pomika naprej po tej izbrani časovnici, ki jo skupaj določiva in tako tudi potem lažje uresniči svojo željo. A pa mu pomagaš tudi potem, recimo, če pride do nekega prepada, da ne rabi iti v prepad, mu pomagaš tudi, da lahko gre po bližnjici čez most ali pa Tudi, preskoči? ja. To pogledamo energijsko, kaj je sploh v bistvu ta nek prepad, ali je pač, ne vem, včasih pride tudi lahko kakšna stena, ki jo treba preplezati, ali pa, mislim, to je tako v metaforah, ne. In potem pač poiščemo na podoben način, kot sem že prej razlagala, ne, se nam to pokaže in potem v tej zgodbici mu pomagamo najti pot, kako on spleza na to steno ali pa se skoči iz tega, skoči v prepad, ampak s padalom in potem, ko greš čez cel ta film, ko vidiš, da v bistvu, ko prideš
na dno, da lepo pristaneš, pridejo te občutki, a pa sej bo kul. Sej, če naredim ta skok, sej na koncu bo kul, ne. In imaš neko Mm. to čustveno podporo v sebi in potem tudi lažje dejansko spelješ nek tak drzni korak, ki pride na tvojo pot. Wow. Ja, Prav sem si za tebe zdaj napisala, da si v bistvu ti ena uresničevalka želja. Ali ja, pa avtocesta. Ful ja, dobro. nekako tako. Ja. Zdaj, nekdo, ki te posluša, pa mu je zavibriralo, da mi samo še povej, kje te najhitreje najde oziroma se povežejo s tabo. Mhm. Ja, zdaj trenutno imam samo bolj socialna omrežja in sem Mhm. Thea Lumina, THEA Lumina. Drugače pa kmalu bo pa tudi moja spletna stran aktivna in sicer thealumina.com. Super, ca bom jaz linke kar spodaj postila, da se ne bo kdo Ja, tipkal, zatipkal, pa da bo lahko lažje. Teja, jaz sem te ful hvaležna, da sva se malo poklepetali in sem res ful jaz tudi. vesela, da sva, no pa sem tudi ful uživala, tako da res ti hvala za tvoj čas, pa energijo, pa vse, kar si danes z nami podelila. Ja, hvala tudi tebi, da si me povabila v svoj podcast in zelo je bilo lušno, sem se zabavala in ja, evo. Ja. Evo, hvala ti, pa smo itak še vedno na Mhm. vezi. Hvala, lepo bodi. Čau, čau.